Naše telo ve, kaj je za nas najbolje, kako uravnavati čustva, kako se spoprijeti s strahovi in kateri koraki nas vodijo do zastavljenih ciljev. Ampak kako zaupati svojemu telesu ter tudi prepoznati, kaj nam sporoča? Ja, to nas uči focusing. In kaj je focusing? No, to bomo izvedeli. Dr. Mateja Vrhunc-Tomazin je v naši družbi. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj, focusing uporabljajo številni psihoterapeuti. Zdaj, zakaj pravzaprav gre? Dajmo povedati to za začetek. Ja, zdaj, focusing je zelo težko povedati, veliko lažje ga je izkusiti. Ampak, ker smo ljudje pač tako narejeni, da radi imamo neko predstavo, preden se nečesa lotimo, in v naši civilizaciji gre to zelo preko besed, se vsi trudimo nekaj o tem povedati. Se pravi, lahko o tem nekaj povem in če bi zelo tako poenostavila, bi lahko rekla, da je focusing v bistvu utelešeno zavedanje, da je to proces, v bistvu je notranji proces to, ki je pravzaprav neskončen in ga potem, ko nekaj vpišemo, zapakiramo v nekaj končnega in v tem procesu se posvečamo, če spet poenostavim, občutku glede situacije. Recimo, ko sem jaz danes tlele, imam v telesu neke občutke. In kako se v bistvu s temi občutki potem spopadate? Ja, zdaj, mogoče v kontekstu fokusinga ne bi rekla, da se spopadamo, ampak smo radovedni. Nas zanima. In zdaj, ko vidim, da to knjigico držite v rokah, zdaj je šla ena knjiga o fokusingu in to je res tako najbolj preprosta začetniška knjiga, ki opisuje pravzaprav, lahko bi rekla, tehniko metode. Focusing je proces, je metoda, kar pomeni, da je način življenja, kako prisluhnemo tem občutkom v sebi glede situacij. In ta knjiga podaja potem neke korake ali pa raje rečemo notranje gibe. Lahko recimo konkretno en primer na strani 26, ne? Če želimo biti manj samokritični. Seveda vsi imamo tega notranjega kritika, spet mi je spodletelo, vedno mi spodleti, z mano je nekaj hudo narobe, čuden sem in tako dalje. Če v bistvu se začnejo pojavljati te misli, kako naj ravnamo oziroma kako naj bomo radovedni in kako uporabiti recimo focusing, da pridemo do nekih notranjih občutkov in jih dejansko spoznamo in mogoče potem čez nekaj časa izvenijo. Zdaj, notranji kritik je v bistvu kar ena naša identiteta lahko, se pravi, to je to, čemu mi pravzaprav rečemo jaz. Ne opazimo, da je to nekaj v nas, se pravi, da bi rekli, le spet nekaj v meni, kako kritizira mojo napako. Ampak prav to je potem focusing, da poskušamo nekako deidentificirati se. Se pravi, če je to zdaj moja identiteta, da se skozi kritiziram, potem v bistvu poskušam, lahko na tak način začnemo z nekim korakom deidentifikacije, da se prav zavedam, vzamem si čas za to zavedanje, da rečemo, da to je nekaj v meni. Nekaj v meni, ki je se oblekal v nekega notranjega kritika in kritizira moja dejanja, če tako lahko rečemo. To se pravi, v bistvu iščemo nek razlog za to kritiko, če prav razumem. Ali ne, ali skušamo to kritiko... V bistvu nič ne iščemo, ampak smo radovedni glede tega, ker se povabimo, kako čutimo, kako naše telo nosi to, recimo, ko se kritiziramo, če bi zdaj vi probala, pa bi rekli, joj, res sem, ne vem, eno lepo bitje in sem prijazno bitje, bi se telo verjetno sprostilo ob tem, Če pa rečeš, joj, res je ena grozna oseba in kako lahko si to grozna in take napake delaš, potem se ti pa v bistvu telo skrča, v notranjosti, čutiš, da dobiš cmok tlele, ali tle pritisk nastane, ali tle te zvije. To je v bistvu ta notranjost in ti notranji občutki in k temu se obrneš in temu potem posvetiš pozornost, če vzameš čas in v bistvu nekako temu sporočiš, čutim, da si tukaj, da obstajaš in jaz sem tudi zate zdaj tukaj in potem se začne nek dialog, lahko temu rečemo, in to je ta notranji proces potem, in v tej knjigi potem napisan vsi te gibi, kako imaš lahko odnos s tem delom sebe in temu potem rečemo, da imaš odnos s sabo, Pa lahko to ozavestimo, da potem to delamo avtomatsko, ali se je treba kar naprej spominjati, kljub vsej
praksi, kljub dolgotrajnosti tega početja? No? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Zaradi tega, ker nekaj časa, pa ta čas ni zelo kratek, to pravzaprav res vadimo. To delamo lahko tudi v parih, to se meni zdi skoraj najboljša oblika. In imaš nek ritem, ne vem, enkrat na teden ali nekateri tudi večkrat na teden to delajo in s tem v bistvu nekako ponotranjaš ta način dojemanja, način odnosa s sabo, način potem tudi življenja. Še vedno pa se sigurno v kakšnih ekstremnih situacijah, ko te začne preplavljati, ko te čustva te ugrabijo, tam pa pride tudi samodejno pravzaprav potem pride to, da rečeš, ok, to je samo nekaj v meni, jaz sem veliko več od tega. In potem lahko se to veliko prej pomiri. Zdaj, vi focusing uporabljate tudi pri svojih terapijah. Za koga recimo je to najbolj primerno? Zdaj, tako v terapiji malo drugačne. Ne uporabljam ravno focusinga, ampak... Skupaj večjih verjetno, ne? V bistvu je iz focusinga tle veliko potem derivatov, če lahko tako rečem. In je tudi na focusing usmerjena psihoterapija, ne gre za to, da uporablja koščke focusinga, tudi včasih, ampak gre bolj za to, da je terapevt ima utelešeno to zavedanje, ta proces. In potem v bistvu veliko prej začutim, kaj se v človeku dogaja in potem, ko čutim, da je tam recimo neka stiska, jo jaz nekako posvojim, če lahko tako rečem, in jo jaz predelam in jo potem nekako vračam v bolj znosni obliki nazaj, to je malo tako abstraktno se sliši. Vi poskušate obesediti? Seveda, vedno pa, to je zelo pomembno, to je tudi zelo dobro vprašanje, lahko bi nastal vtis, da je focusing eno plavanje po svojem notranjem svetu, ampak v bistvu ne, v bistvu gre za ustvarjanje pomenov. Se pravi, vedno potem prihajajo pomeni, ubesedaš, poskušaš ubesediti in to na ta način, da recimo, če nekaj čutiš, pa rečeš strah je, pa nekako še vedno čutiš neko razdaljo med tem, kar si rekel, pa tem, kar čutiš. In potem te to vleče naprej, da naprej raziskuješ in potem najdeš tisto besedo. A veste, tako, kot če iščeš ime enega človeka, ki se ne more spomniti. Pa če šel, a je Jožica? Pa ne, ni, nekaj je na J. In potem počas prideš in potem, ko prideš do imena, se v bistvu telo sprosti, pride do tega, čemu rečemo shift, premik. In pomembno je vedeti, da je v bistvu tudi ta focusing bil razvit na podlagi različnih primerov iz psihoterapije izhaja, ne? Kako stara je ta metoda? Ja, zdaj v bistvu je malo bolj kompleksno to, bom poskušala zelo poenostaviti. V bistvu ima dva stebra, čist identična in usporedna focusinga. Eno je to, da je bil Gendlin, avtor focusinga, v resnici profesor filozofije in psihoterapije na Čikaški univerzi. On je bil res filozof v osnovi in je tudi oblikoval svojo filozofijo implicitnega in v resnici je focusing praksa filozofska. In zato, ker je on pač tak bil, kot je bil in je sodeloval z Rogersom, to je tudi zelo priznan psiholog na klienta usmerjene psihoterapije, humanistične, so začeli analizirati psihoterapevtske seanse, ker jih je zanimalo, zakaj psihoterapija ne uspe bolj pogosto, zakaj samo nekaterim redkim pravzaprav uspe narediti premike, bistvene premike. In so potem ugotovili, da ne gre za to, koliko je dober terapevt, kakšna modaliteta in tako naprej, ampak da gre za to, kaj človek v sebi naredi. In se pravi, v tem križanju filozofske osnove, pa tega, kar so opazili, potem nastal focusing. In Gendlin ga opisuje že v enem članku, ko se ne bom zdaj naslova spomnila, leta tam 60, Sprav, to je že zelo stara zadeva. In lahko to vadimo sami doma ali potrebujemo strokovno vodstvo? Ne, to je bila tudi želja Gendlina, da je to dostopno vsakomur in raven zaradi tega je pravzaprav oblikoval te korake, ker na nek način ne obstajajo. To je res notranji naravni proces in tudi, če teh korakov ne poznaš, marsikdo to počne. Nezavedno. Čist, ne da bi se ti... Zavedaš se, da se usmerjaš v notranjost po referenco, ampak ne veš, da se temu reče focusing. Zdaj, če pa je občutek, da bi se rad tega naučil, je pa tale knjigica res najboljši začetek, da te vodi po korakih, potem s časoma pa te korake opustiš. Hvala, ker ste nam ga predstavili, tako focusing kot seveda tole knjigo. Bilo uspehov pri vašem delu in hvala za danes. Hvala lepa, hvala enako. Hvala lepa.